Danes pa gre za res. 48 dijakov bo tekmovalo tamle notri in samo eden bo domov odpeljal res lepo nagrado. Ne bodo pa tekmovali samo v vrtenju volana, pač bodo vrteli tudi šraufe, ki jim po naše lepše rečemo vijaki. No in ne bodo uporabljali samo šraufencigrov, ki jim po naše lepše rečemo izvijači, ampak tudi marsikatero drugo orodje. Zdaj grem pa rajš noter, da nam še kakšne večje bedarije povedal. Tekmovanje za znanje je projekt, ki ga organizira Unijo Ročno orodje. Že več kot 100 let obstaja to podjetje in samo predstavljate si lahko, koliko orodja so proizvedli v vseh teh letih in koliko mladih upov ga je uporabljalo pri svojem delu. Ja, mlade je pač treba spodbujati, ker kdo pa bo šraufal vsa ta vozila, ki so na naših cestah? Že 1 200 000 jih je in jasno je, da jih bodo v prihodnosti rihtali naši ta mladi. V teoretičnem delu se je pomerilo več kot 500 dijakov iz 12 srednjih šol iz celotne Slovenije. Ampak saj vsi vemo, kako je. Eno je teorija, drugo pa praksa. Zato se bodo zdaj pomerili v praktičnem delu. Iz vsake šole tekmujejo po 4, samo najboljši pa bo šel v veliki finale, kjer se bo moral pomeriti še v vrtenju volana. Ampak najprej delo, pol pa zabava. Tule že poteka prva praktična naloga, zamenjava koles. Ni tako simpel, kot se zdi. Tekmovalca se borita drug proti drugemu, gremo na izpadanje, seveda merimo zraven tudi čas. In kaj morate narediti? Ja, kolesa dol, nazaj gor, pa potem s prednjo matico zategniti v moment ključen z 8 metri. Tole bo še vroče, ker tule not je, zdaj pa je vroče. Kar v redu, lahko bi šlo bolj živčnost na itak faktor tlele, ampak kar v redu, sem zadovoljen. Za prvo raje že kar v redu šlo, no. Sem kar zadovoljen, fejst. V redu, malo mi je moment ključ, hecal, da reč pa. Bilo je bilo nekaj bolj, je pa solidno. Ni tukaj enostavna naloga, ja. Bilo je malo težav, ja. Matica se mi ni ujela najprej. Tam, ne, malo sem potne roke, pa bilo bi šlo bolj. Pa v redu, malo me je moment ključ za prekavo, ampak kaj ćemo. Drugač pa super naloga. Upamo, da bo še kdaj kaj takega, da se pridružim tega tekmovanja. Malo sem bil živčen v začetku, malo se mi je zapletalo, včasih mi je kakšen šrauf pol, ampak še vseeno mi je pol uspelo. Tekmovanje je zdaj zelo napeto, saj se bodo s kolesi pomerili samo še tekmovalci iz zadnjih 2 šol. Smo pa že dosegli vrhunski rezultat, 2 minuti in 6 sekund. Profesori pa so mi tamle zadaj že povedali, da so na svoje fante, ne glede na rezultat, zelo ponosni. Takšne tekmovanja so zelo pomembne sploh za dijake, ker so odlični, da se tudi izkažejo na takem tekmovanju, da ni merilo samo ocena 5, da lahko tukaj dobijo neko višje znanje ali drugačne znanje, ker marsikateri dijak se zna naučiti za 5, ampak pride njegov sošolec z oceno 4 in je na praktičnem delu bolj sposoben in s temi sposobnostmi pokaže, da se bo mogoče ta dijak v življenju boljše iznajdel in da zna tudi praktično bolj misliti, teorijo in prakso povezovati. Jaz mislim, da so takšne tekmovanja za dijake zanimiva, predvsem zaradi tega, ker je poleg tega formalnega dela zraven vključena tudi zabava, tako da na naši šoli so se dijaki tekmovanja udeležili tudi na podlagi potem tekmovanja z gokarti, ki je potem nek zabaven del. Takšna tekmovanja so dobra za dijake predvsem zaradi tega, ker se zmotivira dijake, da nastopajo pred skupino, v končni fazi pred strankami, kjer je delo povsem drugačno kot v zaprtih prostorih. Sama motivacija z nagrado pa je samo češnja na torti vsega ostalega znanja, ki ga dobijo v šoli kot teorija in praksa. Te vrste tekmovanj vključujejo vsi dijaki, ne samo tisti, ki so drugače po tem klasičnem pouku najuspešnejši, ampak pač vsi vidijo izziv v tem, vsi vidijo neko priložnost, pritegne jih sam koncept tekmovanja, ki je zelo drugačen od pač klasičnih tekmovanj v znanju in mislim, da s tem lahko
tudi oni začutijo neko svojo priložnost in se poleg tega, da se morajo nečesa naučiti, tudi zabavajo predvsem skupaj. Zdaj pa nas čaka najbolj zabaven del tekmovanja. Fantje bodo dirkali z električnimi karti. Čas je tukaj ekstremno pomemben, ker na koncu bodo samo najhitrejši trije dobili nagrado. Gremo! Ja, pri Uniorju smo spoznali pred leti v bistvu, da mladi ne poznajo toliko našega orodja in seveda iz tega izhajajoč smo se odločili, da podpremo to vrstno tekmovanje oziroma ta projekt. V mlade se splača vlagati, vsekakor to je naša prihodnost, naši upi in seveda želimo, kot neštetokrat povedano, da koristijo in uporabljajo kvalitetno in preverjeno orodje pri njihovem poklicu. Tako, prvo tekmovanje za znanje je za nami. Fantje so bili navdušeni, z veseljem so tekmovali, tudi dirkali so kot pravi dirkači in na koncu je najboljši postal Žolt, ki bo cel voziček z orodjem prevzel kar pri Uniorju v Zrečah. Jaz sem super zadovoljen, to mi je zdaj prvič, da sem bil na takšnem tekmovanju, na splošno na takšnem kartingu, pa hodim dirkat na lokalno dirkališče, pa da to so mi sošolci, prijatelji so mi tudi pomagali, tako moralna podpora je bila velika. Kaj po mojem je to krivo. Pa tudi jaz nekaj dobil. Tale krasno besek, ki bo šel takoj na moje ključe, ko jih najdem. Tule noter pa ne pašem več, tako da moram iti naprej. Drugo leto se pa spet vidimo pri tekmovanju za znanje.